Kdaj si prišel iz Antwerpna, iz kuhinje, ki jo je poslikala Marina Abramovič in v kateri ti je Jan Fabre, si predstavljam, kuhal kavo? Ne, v bistvu ni Jan Fabre kuhal kavo, lahko smo si jo kar sami. V kuhinji, ki je res inspirativna, tako kot vsi prostori v njihovem centru Trublein, laboratorium. To so v bistvu eno staro gledališče, ki je leta 1974, takrat, ko sem se jaz recimo rodil, tistega leta, pogorelo. Potem so ga pa 99. leta dobili torej kompanija Trublein, kompanija Jana Fabra in ga do 2007 preuredili, uredili in naredili eno kombinacijo starega ostankov nekega bivšega gledališča in popolnoma nove arhitekture, ki so jo izdatno opremili z umetniškimi deli. Torej, razni umetniki, umetnice so intervenirali v te prostore in v bistvu to je ena super knjiga, kjer so ta dela popisana. Letos dobijo poleg teh 73 že obstoječih, med njimi tudi Irvini, so naredili pri vhodu eno svojo inštalacijo, eno svoje delo. Ti si sredi umetniške instalacije ustvaril svojo instalacijo. To je super, ker smo v bistvu letos dobijo še 10 dodatnih. In vrnili smo se pa, da odgovorim v bistvu na vprašanje, tak dolg krog, 1. maja 2021, torej na praznik dela. Bili smo tam iz naše ekipe Klemen Cedilnik in špicient in je tam skrbel tudi in tonski mojster za tamkajšnje delo in pa Sandi Skok, ki je skrbel za video. Torej ona dva sta poskrbela za to, da so vse iztočnice, cueji za začetke, glasb, luči, videa osvojeni. Pa tam jaz, ki pa je pač delal z Meet Martens, Janovo dramaturginjo in Janom Fabrom na sami predstavi. Srečo smo imeli tudi, mislim, meni je bilo to velik užitek, da je bila tam tudi Senka Bulič, ki pripravlja torej s hrvaško ekipo, dubrovniško ekipo, hrvaško verzijo Nočnega pisca. In glede na to, da sva midva sodelovala prvič leta 2003 pri Medea materialu in potem še pri parih predstavah, ta zadnja, v kateri sva skupaj nastopala Ma and Al, je pa nekako ključna tudi, da se je naredila ta povezava z Janom Fabrom. Tako da se mi zdi, da to ponovno združenje, zdaj 5 let se nisva videla, da sva skupaj vozila ta paralelni slalom ali pa smuk, kadar je bilo potrebno, je bil zelo navdihujoč. In sva v bistvu opazovala drug drugega, gledala, videla, kaj funkcionira, kaj ne, in se v bistvu učila drug od drugega in si zavidala v določenih stvareh in potem to s pridom ukradla, če je bilo potrebno. Zdaj, mogoče, zdaj sem pomislila ob tem monologu, da nekateri gledalci niti ne vejo, kakšna je zgodovina ustvarjanja Jana Fabra pri nas. Ti verjetno si šel še enkrat skozi vse tiste stvari, tudi ki jih nisi videl, ne? Srečo smo imeli, da smo leta 1984, da so videli, to je treba kar v tretji osebi govoriti, v Cankarjevem domu, njegovo kultno predstavo Moč gledališke norosti, takoj po Bitefu. Torej, po Bitefu so prišli gostovati v Ljubljano, v Cankarjev dom, v Galusovo dvorano in potem leta 1988 naslednjič s predstavo Steklo v glavi je iz stekla, plesna sekcija. In še to srečo smo imeli, da je Emil Hrvatin leta 1993, to je izdala v bistvu takratna ZKOS, naša JSKD pa Moderna galerija, knjigo Ponavljanje, norost, disciplina, kjer izdatno opiše in natančno popiše njegove prve performanse, akcije, likovno ustvarjanje, vizualno ustvarjanje in predstave. In v bistvu, ko bereš zapise o teh predstavah, te predstave nekako, kar je super, da iz enega besedila vstane predstava pred te in v bistvu jo vidiš ali pa nekako si jo lahko vizualiziraš in se počutiš, kot da si jo na nek način videl. In se mi zdi, da je tista predstava Moč gledališke norosti, tako kot tudi pripoveduje marsikdo v naših gledaliških krogih slovenskih, zelo vplivala na nadaljnje ustvarjanje tukaj v Sloveniji. Tako da se mi zdi, da en
za tako zgodovino, Jan Faber, lahko medtem, ko se dela z njim ali pa ko daje napotke, ponudi veliko svojega znanja, izkušenj. Mislim, in super je to, da je izkušen, zato ker vse te stvari, ki se tičejo igralskega udejstvovanja, izražanja, so seveda vedno povezane tudi z nekimi s telesom, z mislijo, spiritualnostjo, s res konkretnimi akcijami in on je to stestiral vse te stvari sam na sebi. Ja. Ker, ko sem govorila z Jušem Zidarjem recimo in ko smo govorili o Vitkijeviču, sem našla neke usporednice, ne? Ker sta oba, kako ne rečem, totalna, multidisciplinarna umetnika, samo da Vitkijevič ni bil tako slaven in znan za časa svojega življenja. Ne? Ko sem bral te dnevnike, ki jih je Mateja Seliškar Kenda prevedla, mi imamo nočne zapise, ja. Od leta 1978 pa do 1984. Drugi del je možno dobiti v naših bližnjih jezikih, torej v srbščini, nočni dnevnik 85-91, ne, do 91. V bistvu vidiš, kakšni diapazoni se vse skrivajo za njim in za njegovim razmišljanjem, katere vse negotovosti, vrhunci. Kako bi opredelil to? Ne? Gre to za neko ekspresionistično poezijo, gre za ludizem, ne? Kako bi ti opredelil čisto intimno, kako si bral te dnevnike? Ker jaz sem jih samo en delček in ti ne da dihati, ne? Od vse norosti, ne? Od vsega, kar prepoznamo, pa tudi tega, česar se bojimo. Ne? V bistvu se mi zdi, da so prisotne v njem, v njegovem delu in seveda tudi iz teh zapisov in ostankov, recimo, ki jih lahko preberemo torej od predstav, torej besedil, ki jih je naredil za svoje predstave, neka totalna raznolikost. In zdi se mi, da to gre skupaj s tem, kar je ponavljal zdaj na vajah nama obema Senko, da ta friction oziroma neko trenje, torej brez trenja ni sijaja, ni glanca. In v bistvu dve različni stvari, ki se morata sopostaviti in sodelovati v nekem nasprotju. To se tudi spomnim, ker sem bil takrat enkrat na audiciji tam v Trublenu, že dolg nazaj, 2010, ki je bila, mislim, izkušnja fenomenalna. Že sama ta audicija, 4 ure je trajala, ampak audicija. Ja. Ampak v bistvu si moral med raznolikimi kostumi in rekviziti, ki so bili na horizontu odra postavljeni, izbirati določene stvari in skreirati neko osebo oziroma model ene osebe, tip ene osebe, ki pa mora imeti v sebi kontradiktornost. Recimo, en primer je operna diva z počenim glasom. In potem v tem iti v popolne ekstreme. Torej to entiteto ustvariti, izmisliti, priti z njo na rampo, odigrati te stvari, iti nazaj, se preobleči v nekaj drugega, popolnoma v neko drugo smer in to spet pokazati. In oni med tem seveda spodbujajo, govoril ta stavek, dodaj ta stavek, tretje. Nenehna improvizacija. Ja, v bistvu nenehna improvizacija, torej da dobiš te vsebine. Ta princip je v bistvu zahteva tudi v tem nočnem piscu, ki ga trenutno delamo z njim. Rečemo lahko tudi stroga struktura, torej miks, mešanica odlomkov iz njegovih dnevnikov in potem dramskih koščkov, odlomkov iz njegovih gledaliških besedil. In torej ta gledališka besedila, ki se pojavijo kot neke esence, kot eni hitri prikazi, so v bistvu morajo biti vedno ekstremni in seveda različni od unga prejšnjega. No, recimo, če tukaj en odlomek iz tega dramskega teksta. Napaka sem, ker sem sam svoj najhujši sovražnik. Napaka sem, ker nisem bolan. Napaka sem, ker se ne bojim smrti. Znaš naprej že? Napaka sem, ker se bojim smrti. Napaka sem, čakaj, zdaj si me pa našla. Napaka sem, ker se ne bojim smrti. Jaz sem napaka, ker nisem povezan z današnjo družbo. Tu recimo, napaka sem, super je bilo, ker ko smo delali že za mizo, torej prvi dan, in kje je ta jaz? In seveda oba Senko, torej ona iz svojega hrvaškega bazena in jaz iz našega slovenskega razlagam, ja, ampak pri nas se ta jaz skrije v glagol.
Torej ne rabimo reči, jaz sem napaka. Ja, Torej jaz imamo sem. prevedeno, tako kot je super prevedeno, napaka sem. Ampak, ker je on hotel, da so tu 3 enote, tako kot je v flamščini, v jeziku, v katerem je to napisano, ker je z nama komuniciral v angleščini, I'm a mistake. Torej 3 enote, s katerimi se potem lahko igraš, da jih različno intoniraš, da jih lahko enkrat podariš, ne vem, jaz, enkrat podariš sem, enkrat napaka, je potem prosil naju oba, da to spremeniva v jaz sem napaka. In seveda tu je naloga zraven, da poleg te jaz sem napaka, ker je neke vrste en punk verzija nekega punk izvajanja, dobrodošel, torej da gre vedno, da tu ni treba vse matematično določiti, da mora biti vedno enako, ampak se prepustiti valu, ki pa ima zadaj tudi v glasbi en tak bit, ki jo ponaša recimo en vlak, ki gre, ena stvar, ki se stopnjuje in je treba to pripeljati do tja, kjer naj bi bil vrhunec. Jaz sem napaka, ker nisem človek in jaz sem napaka, ker nisem Bog. Potem pa neka zaustavitev. Zdaj pa ne bova več govorila z Fabrovimi besedami, ne, ker me zanima, kako si jih ti v telesu, to bomo seveda videli tudi v predstavi. Ne. Kaj pa tvoja gledališka norost, Marko? Kako se je tvoja gledališka norost ujela z gledališko norostjo Jana Fabra zdaj, ne, v Antwerpnu? Jaz sem predvsem vesel, da me je delo na tej predstavi Nočnem piscu spodbudilo oziroma mi dalo priložnost, da sem mal prebrskaval torej te njegove dnevnike, zapise, ki so dostopni, tudi ogromno tega vizualnega materiala, torej iz njegovih razstav, pa to, ki te v bistvu navdihujejo. Tako se mi zdi, da je z vsemi temi dnevniki, besedili še ful ena zgodba, ki jo seveda ne moreš obvladati, ker nimaš popolnega dostopa v tisto drugo osebo in tudi ni namen te predstave, da zdaj Nočni pisec prezentira Jana Fabra, ampak nekako, da se te stvari paralelno vozijo. Torej, Jan Faber in njegovo življenje, pa naše performersko življenje in tukaj in zdaj izvajanje. Oba naju je to zelo navduševalo, da sva bila oba v tem procesu skupaj. Ki bo monodrama. Ki bo monodrama, ja. Nisi pa sam, ne? Ti si v bistvu, torej, s isto samoto, nočno samoto in problemi nespečnosti, ki jih ima recimo Jan Faber velike, ne? Ampak kljub temu je to v bistvu za ljudi. Je to usmerjeno navzven. In tu je tudi eno njegovo, v nekem trenutku, pač en ples tudi v predstavi, na koncu bolj. In seveda je pol, ko plešeš, pa imaš potrebo včasih tudi, da se malo skriješ, pa ne vem, pa greš razvijati gib vase, zato ker mogoče včasih nisi negotov. Ampak on je rekel, ne, to je zelo egoistično, egocentrično, če zdaj izpade, tako kot da nekaj zdaj tam za sebe delate. To morate dajati za ljudi, za publiko, za vašo publiko, za ljudi, ki so tam, ki so prišli gledati, ampak enostavno to deliti z njimi. V bistvu je delo bilo zelo strukturirano in zelo se vedeli, kam gremo. Mi smo že prej, seveda pred odhodom v Antwerpen, seveda delali tukaj pri nas, gor v Šugmanovem salonu, na besedilu. Torej z lektorjem Arkom in z šepetalko Gajo Pešelj smo 2 tedna ta tekst gnetli, odkrivali tančine, pomene, se odločali za torej, uprizoritveno verzijo besedila. Jaz sem se ta tekst skupaj potem z šepetalko Gajo, ki je tu izjemna pomoč, tudi naučil. Tako da potem, ko sva oba s Senko prišla v Antwerpen, pa vse to, kar govorila na pamet, rekel, no, but please, from time to time read, recimo dnevniške odlomke, da je treba dati vtis, da vseeno bereva, ker je to tudi te vrste predstava. Torej, besedilo je pred nama in v bistvu izhajava ves čas iz papirjev pred sabo in jih podajava, plasirava ljudem v dvorano. In potem smo 2 dni, tehnične ekipe so spodaj vadile te Q-je v dvorani, mi smo 2 dni delali za mizo, analizirali in dobivala sva zelo natančna navodila, torej kje lahko sva enaka in seveda potem na podlagi tega, kar sva midva ponudila,
je bil to kar je bila to šifra za to, v katero smer prizor bo šel. Je bilo naporno? Je bilo naporno. Mislim, naporno je definitivno, če ti veš, da imaš omejen čas in to je treba takrat ga izsrkati iz te, recimo, rečemo v tem času maternica. Da je treba nekako vse popiti, pojesti, zato da lahko greš na pot in se Kaj potem pa srečaš. zdaj si sam s sabo pač poskušaš sestaviti predstavo, dokler ne pride Jan Faber v Slovenijo in Mi smo v in bistvu skupaj nekako zaključita. No, mi smo enostavno predstavo po 2 dnevih, zelo zanimiv proces ravno v tem, da smo za mizo, torej zanalizirali v smernice in hitro šli do tega, da smo že za mizo odigrali stvari. Potem v sredo smo se spustili na oder in šli skozi z vsemi stvarmi, ki so na odru in tako še vsak dan. Tako da in zdaj je naloga sam, da ta stvar raste. In mi na nek način tukaj v Drami do prihoda ekipe naslednji teden, torej iz Antwerpna, to stanje vzdržujemo in raziskujemo naprej. Neverjetno se sliši. Jaz ti želim, dragi Marko, in vsem nam, da bomo vstopili v gledališče, tako v fizični obliki. Hkrati me pa ob tej priložnosti zanima, kaj pa se dogaja z gledališči v Antwerpnu, kako igralci, ustvarjalci občutijo to obdobje, ki je za nami, upam, da je za nami, in kako so se oni lotili te krize gledališča, v bistvu, kjer ni prostora za živo občinstvo bilo. Tudi oni so imeli torej zaprta gledališča, celo te ukrepi so bili takrat, ko smo mi bili tam za milimeter strožji kot pri nas, kar se tiče javnega življenja. Potem se je ravno 1. maja začeli sproščati. So pa, torej Troblenovci, imeli 3 tedne pred našim prihodom v Antwerpen v Franciji premiero ene njihove predstave, ki so jo ves ta čas, karantenski čas ustvarjali v Antwerpenu. In so imeli pač tudi občinstvo, ne? V Franciji. V Franciji, ja. Oziroma ne. Imeli so premiero kombinirano, nekaj občinstva, drugače so pa to predvajali mislim celo po televiziji, da bi bil ta neposreden prenos po televiziji. To pa je tudi zanimivo. In potem, šli so pa potem torej na začetku maja pa v Španijo, kjer so pa seveda igrali pred publiko s to isto predstavo. Tako da se mi zdi, da je tle treba... Gledališče zdaj išče svojo pot, ne? Išče te lokacije, kjer je dovoljeno igrati pred ljudmi, in zdi se mi, da se je treba najbrž zgledovati po teh, ki so hrabri, ki so našli načine za to, da seveda, tako kot tudi mi tle, da igramo varno, da nikogar ne ogrožamo. Torej upam, da ta polovička, ki je bila zdaj dovoljena, da se bo počasi spremenila v še kaj več, ker... Ampak že to, Marko, da se midva zdaj pogovarjava o predstavi, ki jo bomo lahko spet začutili z vsemi čutili, ne? In ker gre najverjetneje, če je tukaj Marko Mandić in Jan Faber, je potem to zelo fizična predstava, se predstavlja. Ampak v bistvu vsaka predstava je zelo fizična. Je fizična tudi, če je statična. V bistvu ta v končni fazi ni zelo nekega laufanja. V bistvu je za mizo nočni pisec, miza, cak, in iz tega besedila ostajajo te fizične prezence, ki se včasih tudi pojavijo in odidejo v sam prostor. Ki je med drugim, recimo, če smo prej govorili o solnih kristalih, pokrit, torej tla so prekrita s soljo. To, da nam ne boš povedal preveč. Ne. Ampak recimo, zdi se mi, da je to ena stvar, ki je vseeno dobro vedeti. Super, tudi se mi zdi, da nekako vsi ti elementi, ki so v predstavi, kot so scenografski del, da so neke vrste citati iz drugih predstav. Ta sol je bila že v predstavi Intervju, ki umira, davnega leta 1989. Steklene mize s temi lesenimi kozami so element, ki se pogosto pojavljajo pri njegovih razstavah. Med drugim tudi pri tej retrospektivni Stigmata, kjer je prikazal svoje performersko delo od leta, mislim, iz 70-ih let pa do 2013, kjer so v bistvu bile podlage za prezentiranje vseh teh njegovih umetniških del. Enciklopedija, vidim, Marko,
se pravim, že ta tretjič, upam, da se vidimo v živo v gledališču. Vidimo. Hvala. Ja, Hvala, na ja. Nočnem piscu. Yep. Dobrodošli.